Nedelja, 10. avgust. To poletje beži mimo kot noro, like crazy. In v sebi čutim neko željo, da bi upočasnila čas. Vsako leto poleti dobim naval energije in želim početi vse in biti povsod. Ampak ponavadi se okoli sredine avgusta začnem umirjati. Ta hiter tempo življenja vsako leto bolj in bolj utruja mojo dušo. Ko sem bila majhna, sem mislila, da bom najboljša verzija sebe, če bom živela v nebotičniku, v mestu, ki nikoli ne spi, obdana z neskončnimi dejavnostmi in bari. Mislim, da je to nekak želja in vizija mladosti. Je smiselna, dokler se duša ne utrudi in ne začne vedno bolj potrebovati miru. Mislila sem sicer, da imam še vsaj nekaj desetletij časa, preden se to zgodi. A po pravici povedano, se počutim staro, že od svojega 11. leta. Na tej točki se počutim, kot da jih ima moja duša 100. V zadnjem času sem veliko razmišljala o svojih navadah in odločitvah kot človek in pa tudi kot umetnica. Ugotovila sem, da je minil že precej dolg, odkar sem ustvarjala po svojih pogojih in ne le tisto, kar je všečno in klikabilno in monetizirano. In to nedeljo sem si rezervirala, da spet najdem svoj notranji navdih. Dan sem namenila druženju s svojimi mislimi, ker takrat se zgodi največ navdiha zame. V bistvu je minil že več kot mesec dni, odkar sem imela dan samo zase. In kot oseba, ki je navajena veliko časa preživeti sama, se je tam en mesec zdel kot eno leto. Mogoče se pa ljudje prav zato obdajamo s toliko hrupa, kadar smo v situacijah, kjer miru in samote ni tako preprost dobiti. Nekako se potem kar vdamo v usodo in se rečemo, če je že glasno, pa naj bo res glasno. In zato sem ta dan namenoma pustila odprt. Nisem se hotela srečati z nikomer, nisem imela nobenih resnih načrtov. Razen to, da se sprehajam naokrog in si ogledam mesto, v katerem sem nekoč živela, ampak z novimi očmi. In to najhitreje dosežem skozi fotografijo. Ne, seveda nisem profesionalka, kar znam, sem se pač naučila s poskušanjem in napakami ter z ogromno vaje. Je pa način izražanja, ki ga, mislim vsaj za zdaj, večinoma hranim samo zase. Na ta način moji možgani delujejo drugače, so odprti za detajle, kompozicije, občutke in vzdušja, ki bi jih drugače spregledala, ko hitim z ene točke na drugo. Je pa tudi oblika meditacije. Prinaša mi ogromno miru in sreče, ter me drži stran od nekih teh miselnih vzorcev, ki mi ne služijo več, ki me v bistvu samo držijo nazaj. In omogoča mi, da postanem eno z okoljem. Na tem sprehodu sem opazila ogromno stvari, ki jih do zdaj še nikoli nisem videla, ampak sem prepričana, da so tam že dolg časa. Jaz sem tista, ki si nisem vzela časa, da bi jih opazila. Vedno sem bila preveč zaposlena s hitenjem iz enega sestanka na drugega, pa z druženji in vsem ostalim. V bistvu sem tisto jutro porabila kar precej ur, da sem prehodila samo nekaj ulic, ker sem se res hotela osredotočiti na vsak detalj. Takrat sem spoznala, kako slepi smo v bistvu lahko za umetnost in lepoto, ki nas obdaja. Ker ves čas gledamo dol, gledamo v telefone ali se ukvarjamo z drugim, ukvarjamo se sami sabo, kako izgledamo, kako nas drugi vidijo in se v bistvu odklopimo od okolja. Ne spustimo noter nobenih drugih informacij, če se ne tičejo direktno nas.
Ni čudno, da nas potem ustvarjalnost zapusti. Ne pustimo ji sploh dovolj časa, da bi jo nahranili. Brez ustvarjalnosti se mi zdi, da naše duše postajajo težke in utrujene. Želijo si harmonije, miru, mi pa jim to ne damo. V bistvu sem potrebovala manj kot 1 uro, da sem se popolnoma sprostila. In samo to, da sem res bila prizemljena, me je pripeljalo do tega. In da svojega okolja nisem uporabila samo kot za neko ozadje za mojo zgodbo, ampak je bil v bistvu glavni lik. Stvari, ki sem jih videla tisti dan, so bile glavni lik. Jaz pa sem bila samo statist. In to je vzelo ogromno enega bremena stran od mene in nekih pričakovanj, da moram biti več kot to, kar že smo, človeška bitja. Samo obstajala sem lahko. Brez nujnih opravil, brez seznamov stvari, brez ljudi, ki bi me čakali, brez urnika, brez načrtov. Resnično način življenja, po katerem hrepenim vedno bolj z vsakim letom. Žalosti me, da potem družba to označi za lenobo. Ampak v resnici sem na to nedeljo bila najbolj srečna in ustvarjalna, kot sem bila že dolg časa. In vse, kar sem rabila, je samo biti prizemljena, biti sama s sabo in ne divjati.